Naši poslanci so ta teden v državnem zboru imeli razpravo o prezračevanju prostorov. Uradno zaradi covida, neuradno pa, ker naj bi ravno na ta dan parlamentarna menza ponujala pasulj. Prezračevanje je tako postala beseda dneva v hramu demokracije. Treba ga je preveriti v vseh javnih stavbah, potrebujemo več inženirske stroke, smo slišali iz nekdanje KUL opozicije. Da se nismo mogli zmeniti niti okoli mask, pa nazaj v koaliciji. Prav ste slišali, po vseh delitvah na vlado, na opozicijo, na desne, na leve, na bele, na rdeče ter na facebookarje, pa twitteraše, smo ta teden v državnem zboru očitno dobili še eno delitev. Na maskarje in prezračevalce. Dejan Židan, član prezračevalske skupine, je nujnost tega ukrepa povzel tako. Zanemarja pa se, da je poleg teh kapljic še mnogo drugih kapljic, ki so bistveno manjše in za razliko od teh kapljic velikosti, ki enostavno padejo na tla, lebdijo v zraku. In lebdijo v zraku tudi takrat, ko je bolna, kužna oseba že prostor zapustila. Ja, gospod Dejan Židan je pravkar govoril o kapljicah, bož bilo samo, če bi zapel. Kolikor kapljic, toliko let, več jih je, manj nas bo na svet. Živijo, oj živijo, dejmo okna odpreti. Moj deški glas. Kaj šele bo, ko bom mutiral? A koalicijskih poslancev gospod Židan ni prepričal. Marsikaj danes smo pomembnega slišali, ampak moramo se nekaj zavedati, ne. Pri nas, v tej državi, je bil problem, oziroma so bile problem že maske. Gospa z najbolj dramatičnimi pavzami po stavkih ima prav. Maske so bile res problem. Predvsem, ker je vlada prvo veliko pošiljko zgubila, pol nam je gospod Zdravko Počivalšek namesto zaščitnih mask naročil jedilne serviete. To ga štekamo, ne? Ampak to, da s prezračevanjem verjetno ne bo takšnih težav, ker ga razumemo že kar nekaj časa. To dokazuje tudi informativni posnetek iz 50-ih, ki smo ga izbrskali iz naših arhivov. Dajmo si pogledati tole. Spoznajte Janeza. Janez je popolnoma normalen moderen moški s popolnoma normalno moderno težavo. V stanovanju mu smrdi. Sprva je Janez ves potrt. Kaj če iz plesa pripeljem kakšno gospodično? Ona pa ne bo voljna in to samo zaradi mojega zraka v prostoru. Si jo bom nemara moral vzeti na silo, se zamisli. Vse dokler ne dobi ideje. Hej, to so 50-ta, na srečo obstajajo rešitve, si reče in gre do okna. Odprl ga bom, vzklikne in se nemudoma loti dela. Janez, 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 ja kaj pa počneš? Haha, ne tako hitro. Kot pri gospodičnah se moraš tudi pri oknu najprej prepričati, da je za. Poglej, Janez, dokler je ročica v povešenem položaju, lahko poskušaš, kolikor te je volja, toda okno se ne bo odprlo. Boš poskusil še enkrat? Se mi je zdelo. Raje ročico primi v pest in jo dvigni v vodoravni položaj. Tako ja, zdaj pa jo potegni k sebi, kot da je tvoja izbranka. No, morda ne čisto tako. Si me slišal, Janez? Dovolj! Tako, okno je končno odprto. Zrak v Janezovem stanovanju je svež. Tudi vi ste lahko tako srečni, kot je Janez, če le prezračite stanovanje. Kdo ve, mogoče tudi vi odkrijete, da se da skozi odprto okno precej lažje žvižgati za dekleti. Spremljajte nas tudi naslednjič, ko vam bomo demonstrirali, kako najlažje prepoznate homoseksualca. Se vidimo. Janez ima rešetke na oknu. Upam, da ste si zapisovali. Zdaj, a se meni sam zdi, ali je Janez na las podoben Janu Krojcarju? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.